Erika, to je mogoče zdaj, kar se je dotaknila 10% njenih preizkušenj, ker pač poznam, ima veliko, cel življenje ima že ogromno preizkušnje, tako kot imam tudi jaz in še marsikdo drug. In ljudje pogosto rečejo, ko je bila podjetnica leta, mislim, da 2017, ne? Ja. Rečejo, tebi lahko, zdaj mi zopet zmrazil, ker je to tako pogosto stav, kot ti uspe. Tebi lahko, tebi rata. Ampak kakšno ceno si za ta uspeh plačal? Praktično, če gledamo, nihče ne uspe po naključju ali po pomoti. Vsak, zelo me mrazi zdaj, vsak je plačal zelo veliko ceno tega uspeha, vsak je bil deležen veliko preizkušenj, samo razlike pa na eni točki. Da midva, recimo, se v avtu pogovarjala z Eriko, da midva sva na te preizkušnje sva rekla, wow, še en izziv, življenje mi daje priložnost, življenje je milost, sem hvaležen, nič mi ni samoumevno, vse se zgodi z določenim namenom. Ok, v tisto pač kar verjamem, ok, nekdo verjame v Boga, v brezmejno zavest, v stvarnika, različno to imenujemo, ok, nekaj mi sporočaš. In jaz imam pri sebi vedno ta koncept, karkoli se zgodi, težkega ali kakorkoli, prvi korak, ko imam že avtomatsko v sebi, rečem, ok, moja naloga je, da sprejmem. Ok, sprejmem, pač to se je zgodilo. Potem se vprašam, kaj me hoče to naučiti? Kaj se moram iz tega naučiti? Kje je tukaj darilo? In ko si začnem ta vprašanja postavljati, svoje stanje zavedanja predstavim čisto na drug nivo. Kje me tukaj čaka darilo? Kaj se moram iz tega naučiti in kako preko situacije, da se mi ne bo ponavljala? In to so ta ključna 3 vprašanja. In ko si to postavim, jaz popolnoma predstavim sebe v povsem drugo stanje. Se pravi, iz tiste žrtve, bogi je, zakaj že spet je, zakaj se meni vse dogaja. Se samo spomnim, moje telo je moj tempelj duše. Se pravi, moja naloga, da ta prvo, zdaj sem se nagnil naprej. Kakšno je moje stanje zmagovalca? Zravnam se. Kakšne so moje poteze? Ne dam se, boril se bom. Da sem se naježil še po vrhu glave. Če bi imel lase, bi rekel, sem se po laseh naježil. Ne? In to je tisto. In mi vsi lahko svoje stanje v trenutku spremenimo. Če se tega zavedamo. Kje me tukaj čaka darilo? Kaj se moram iz tega naučiti? In kako preko situacije, da se mi ne bo ponavljala? Tako preprosto je to. In mi odločamo, v kakšnem stanju bomo. In če imamo to znanje, ko smo se pogovarjali o coachingu, ko imamo to znanje, potem ne igramo vloge žrtve, ampak v hipu, kot sem rekel, moja prva naloga je, da sprejmem. Sprejmem, ok, tukaj me čaka darilo, se pravi, jaz sem tisti, ki poskrbu za svojo naravnanost. Ker nevroznanstveniki dokazujejo 3. Prvič, to, ki je že Erika briljantno rekla, kaj mi mislimo. Drugič, kako delujemo. In tretjič, kaj mi ob tem čutimo. In ko si postavljamo določene cilje, recimo eno od največjih težav v podjetništvu je ravno to, ko gre ljudje v podjetništvo za to, da bodo bogati, za to, da bodo uspešni, ker izhajajo iz pomanjkanja ljubezni v sebe. Ampak ključno je tukaj narediti eno preprosto vajo. Ko bom jaz to dosegel, to in to, kar si neskončno želim, in imam voljo in imam vztrajnost, kaj bom jaz ob tem občutil? In ko velikim ljudem sem naredil to vajo in so imeli določene cilje, določeno željo, kaj bi naredili, so začutili, da ko bodo to dosegli, da sploh ne bodo srečni. In zdaj, ko se mi trudimo biti v življenju uspešen in damo 10 let življenja, recimo, da bomo uspešni, je ena stvar. Ker imamo to voljo in imamo en cilj. Ampak najbolj tisto katastrofalno pa je, ko človek doseže cilj in reče, kaj? Za tole sem jaz dal 10 let življenja, otrok me noče več poznati, ločil sem se, imam seveda kup denarja, a to je bilo to. Tukaj je pa tista točka, ko se ljudje sprašujejo, zakaj je tako uspešen človek naredil samomor? Zaradi tega, ker ni imel v življenju enega coacha, ki je vse to prehodil, tako kot sva midva prehodila, pa tukaj moram še dodati, da Erika
Vse, kar dela coachinge svojim strankam, dela brezpogojno. Se pravi, ne zaračunava. Jaz delam profesionalno, ona dela pa še to na ta način. In tudi, ko sem bil recimo finančni svetovalec, en od prvih v Sloveniji, premoženjski svetovalec, 10 minut smo se pogovarjali o financah. Ostalo smo se pa pogovarjali o življenju. In njih je najbolj, ko so me začutili, najbolj zanimala moja življenjska filozofija. Zakaj sem šel tokrat v Indijo? Zakaj se spominjam svojih inkarnacij v Indiji? Zakaj sem šel med šamane? Z ženo seveda smo se skupaj počela v Peru. In to jih je zanimalo. In tako kot sem rekel, tudi priporočam, kjerkoli cilj imate v življenju, karkoli se želite, dajte se vprašati, kaj boste občutili, ko boste to dosegli. In mogoče ste spoznali, da že zdaj živite, ko smo se pogovarjali, že v avtu, v poslanstvu, da že zdaj živite svoje pravo poslanstvo, da ta hollywoodska zgodba, ker zdaj vidimo, kaj se v Hollywoodu dogaja in kakšne afere so, in najbolj nesrečni ljudje, ki imajo seveda veliko denarja, hočejo nam prodati filozofijo, kaj biti srečen.